lepo pozdravljeni, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, spoštovana ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, načelnik generalštaba, general dr. Andrej Osterman, ostali prisotni. Pozdravljeni na videokonferenci, ki jo s pripadniki Slovenske vojske opravimo ob posebnih priložnostih, to je tudi današnja priložnost ob obisku predsednika Vlade. In sicer na današnji konferenci bomo sodelovali s kontingenti v Afganistanu, v Libanonu, na Kosovo, v Bosni in Hercegovini in v Maliju. Današnje javljanje pa začenjamo z uvodnim pozdravom ministrice za obrambo. Spoštovana ministrica, beseda je vaša. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem skupaj, predvsem pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske na misijah in mednarodnih operacijah. Lep pozdrav tudi vsem sodelavkam in sodelavcem tako Ministrstva za obrambo kot tudi Slovenske vojske. Priznam, da mi je veliko čast in veselje, da vas lahko danes pozdravim tukaj ob prihajajočem rojstnem dnevu naše mlade države, predvsem zaradi tega, ker lahko povem, da Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo, dela res dobro delo v mednarodnih operacijah in misijah v tujini, zato da dviga ugled Republike Slovenije kot take. Sama sem v tem času sedaj se že uspela dobro seznaniti z našim delom v mednarodnih operacijah in misijah. Obiskala sem tudi določene kontingente na Kosovo, v Bosni in Hercegovini, tudi v Libanonu. Čeprav od začetka mogoče nisem bila toliko naklonjena tem obiskom, sem vseeno ugotovila, da je dobro, da minister za obrambo obišče vse svoje pripadnike in pripadnice zaradi tega, ker dobi neposredno informacijo, kakšen je doprinos Republike Slovenije kot države v teh misijah in operacijah, pa tudi kaj potrebujejo in kaj delajo naše pripadnice in pripadniki. In lahko povem, spoštovani predsednik vlade, tudi na zadnjem ministrialu NATO-vem, kjer smo tako v prisotnosti visoke predstavnice Evropske unije, Federike Mogherini, je generalni sekretar NATO Stoltenberg izpostavil doprinos Slovenije kot države v mednarodnih operacijah in misijah, zlasti na Balkanu, v KFOR-ju in v Bosni in Hercegovini. Rada bi pa še izpostavila to, da v sklopu nadaljnega sodelovanja Republike Slovenije v ciljnih zmogljivostih NATO za prihodnje obdobje je prepoznana tudi naša večnamenska ladja Triglav. To je zagotovo tudi rezultat tega, da so se naši pripadniki in pripadnice zelo dobro odrezali v operaciji EUFOR Mediteran Sofia, kjer so upravili res pomembno nalogo in tudi na takšen način dvignili ugled države, predvsem pa Republiko Slovenijo uvrstili na zemljevid močnih pomorskih držav. Mislim, da je tudi to nek širši aspekt, ki ga Slovenska vojska in Ministrstvo za obrambo kot tako doprinaša ugledu Republike Slovenije. Tako da moj najlepši pozdrav in čestitke ob našem skupnem prazniku. Hvala lepa, ministrica. Sedaj pa prehajamo na poročanje vodij kontingentov in sicer za začetek kličem Afganistan, kjer je na zvezi poveljnik slovenskega kontingenta, podpolkovnik Darko Peče. Predajam besedo podpolkovniku. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani predsednik, ministrica, načelnik in ostali prisotni. Lep pozdrav iz vseh pogledih vročega Afganistana. Operacija Resolute Support. Misije za podporo miru Islamske republike Afganistan, namenjene podpori varnostnemu sistemu in usmerjanje v usposabljanje, svetovanje in nudene pomoči Ministrstva za obrambo, notranje zadeve ter nacionalnih varnostnih institucij v okviru omejenega regionalnega pristopa. Na območju operacije je trenutno okoli 14.800 pripadnikov iz 39 držav. Svetovanje in usposabljanje nacionalnih varnostnih institucij poteka do ravni korpusov in sedežev policijskih okrožij, po potrebi in v omejenem obsegu pa tudi do nižjih ravni. Usposabljanje, svetovanje in pomoč specialnim silam pa se izvaja na vseh ravneh delovanja, vključno s skupnim delovanjem v operacijah. Lansko preoblikovanje po operaciji v centralno vodeno misijo je konceptualno ustavljeno in odloženo za nedoločen čas ter pogojeno z varnostnimi razmerami. Že pričeto preoblikovanje je namreč skupaj z ostalimi dejavniki povzročilo precejšnje poslabšanje varnostnih razmer in izgubo velikega dela ozemlja, na katerem vladne sile nimajo več kontrole in so pod vplivom upornikov, pretežno talibanov, kar tam večinoma posledično vodi tudi v podporo lokalnega prebivalstva upornikom. Trenutno problem operacije je zmanjševanje koalicijskih sil, ki ni ustavljeno predvsem strani ZDA kot večinske sponzorice sil in sredstev. Trenutno predvideno zmanjšanje sil predvsem ZDA za letošnje leto bi povzročilo pomanjkanje kar
7220 pripadnikov, saj je trenutno predlagana minimalna struktura sil za obvladovanje varnostnih razmer 15430 pripadnikov koalicijskih sil. Po zdajšnjih ocenah tudi popolne centralizacije v Kabul ni možno izvesti predvidoma vsaj do leta 2020, predvsem zaradi številnih težav na posameznih funkcionalnih področjih delovanja varnostnih sil ter splošnega razvoja države, pogojenega z investicijami drugih držav, se sama tega trenutno ni sposobna. Za potek operacije bosta letos tako ključna dva dogodka v prav bližnji prihodnosti. To je Varšavsko in srečanje v Chicagu. Na prvem se bo odločalo o strukturi sil, na drugem pa o sredstvih za investicije. Slovenski kontingent deluje v zahodni regiji države za regijskim središčem Herat, ki leži v bližini meje z Iranom. Vključen je v sestavo policijskih sil Zahodnega poveljstva za usposabljanje, svetovanje in pomoč varnostnim silam, lociranim v bazi Arena na letališču Herat. Država nosilka je Italija, ki kontingentu zagotavlja večino podpore za upravljanje nalog. 5 pripadnikov deluje v poveljstvu, kjer pokriva dolžnosti načelnika logistike, častnika v operativi, podčastnika v protokolu, operativnem centru in sektorju za usposabljanje ter 2 pripadnika v skupini za svetovanje 207. korpusu afganistanske vojske. Večino časa smo v bazi Arena, obiskujemo pa bazo Zafar, kjer se nahaja poveljstvo 207. korpusa afganistanske vojske, poveljstvo 606. policijskega tonskega poveljstva v samem mestu Herat in operativni koordinacijski center v bližini letališča Herat. Zdajšnji kontingent je strukturno spremenjen glede na prejšnje naloge pripadnika za izvajanje nacionalne podpore in povezav z domovino, si sedaj medsebojno delimo glede na trenutne obremenjenosti posameznikov z formalnimi dolžnosti, nova pa je dolžnost vodenja področja logistike v poveljstvu regionalnega koalicijskega poveljstva. Počutje in stanje v kontingentu je odlično, ne glede na razmere v okolju. Naslednji kontingent pa bo na misijo napoten predvidoma konec avgusta 2016. V samem Afganistanu trenutno poteka obdobje Ramadana, kljub temu pa se v naši zahodni regiji izvajajo 4 večje vojaške operacije, 3 bataljonske ravni in 1 brigadne ravni. V obdobju prejšnjega tedna je bilo v Afganistanu zabeleženih 489 varnostnih incidentov, od tega 113 napadov z eksplozivom in 446 direktnih napadov strani upornikov. Ranjen je bil tudi en pripadnik naših koalicijskih sil. V območju našega poveljstva se je v tem času zgodilo 32 kinetičnih dogodkov, od tega 22 direktnih napadov in 5 napadov z eksplozivom. To je bilo v enem tednu. Imeli smo tudi raketni napad na našo bazo in smo izvedli vse postopke, ki so bili potrebni v takšnem dejanju. V dogodkih naše regije je bilo udeleženo skupaj 113 oseb, življenje so izgubili 3 civilisti, 17 afganistanskih vojakov, 40 upornikov, ranjenih je bilo 16 civilistov, 15 afganistanskih vojakov in 32 upornikov. Samo za pokušeno letno ima afganistanska vojska v operacijah 5500 mrtvih. Samo vojakov. Odločitev o ohranitvi števila sodelujočih v operaciji ima dober odziv, saj se je Slovenija trenutno z uravnoteženo strukturo našega kontingenta še povečala kredibilnost države članice zavezništva, kar je čutiti pri vseh aktivnostih tako znotraj našega poveljstva, kot tudi operacije Resolute Support v celoti, s katerimi odgovornimi se srečujem na raznih sestankih v Kabulu oziroma ob njihovih obiskih v našem poveljstvu. Na dan državnosti bo naš kontingent v bazi Arena s pomočjo Italijano pripravil čestitev praznika s pogostitvijo. Čestitam vsem prisotnim in vsem sodelavcem na vseh ostalih misijah. Obenem vam čestita tudi naša pogodbenica v agenciji NSPA, ki je trenutno z nami in se tudi z nami veseli tega našega praznika. Naj živi in se razvija Republika Slovenija. Predajam besedo Ljubljani. Hvala lepa za Afganistan podpolkovniku. In sedaj lep pozdrav v Libanon, kjer je z nami major Jože Čebular. Major, beseda je tvoja. Lep pozdrav iz Šame. Spoštovani gospod predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, spoštovana ministrica za obrambo Andreja Katič, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske general major dr. Andrej Osterman, dame in gospodje, v imenu 20. slovenskega kontingenta UNIFIL vas lepo pozdravljam. Sem major Jože Čebular, vojni kontingenta. Mi smo nalogo prevzeli 24. maja in jih bomo opravljali do konca novembra letošnjega leta. Slovenska vojska bo tudi nekako praznovala 10 let delovanja v Libanonu. Sam kontingent kot tak šteje 15 ljudi, ki se po delovnih področjih delimo v 3 skupine. Prva skupina predstavlja delo 2 častnikov v poveljstvu italijanske brigade, Sassari, ki prihaja iz Sardinije v sektorju Zahod.
in tej brigadi deluje general Niti. Druga skupina predstavlja skupina 3 pripadnikov, ki pa nalogo opravljajo v Slovenskem taktičnem operativnem centru. In tretja, tista glavna naša skupina, je pa sestavljena iz 2 izvidniških skupin in poveljnika. Zdaj, samo območje UNIFIL-a kot takega deluje 40 držav, za več kot 10.000 pripadnikov. Umeščena pa na jugu Libanona ob meji z Izraelom. Široka je 35 km in dolga 65 km. Območje je razdeljeno na 2 sektorja, sektor SOT, ki deluje za 4 bataljoni in jih poveljuje Španija, in sektor Zahod, Case from Me, so pa nastanjeni 5 bataljonov in tem bataljonom poveljuje Italija. Samo poslanstvo UNIFIL-a je, da v sodelovanju z libanonsko vojsko nadzira prekinitev sovražnosti, podpira razmeščanje libanonskih oboroženih sil, podpira libanonsko vlado pri izvajanju oblasti na ozemlju južnega Libanona. Ena zelo bistvena naloga je zagotavljanje podpora civilnemu prebivalstvu. Nadziramo obmorski pas, sodeluje pri nadzoru meja z ciljem preprečevanja ilegalnega transporta orožja ter na koncu sodeluje pri usposabljanju libanonskih oboroženih sil. Mi smo, se pravi, slovenski kontingent, neposredno podrejeni poveljniku brigade sektorja Zahod in delujemo po celotnem sektorju. Naša naloga na kratko so spremljanje, nadziranje in preprečevanje možno sovražnega dejanja med izraelsko in libanonsko vojsko. Promoviramo sile UNIFIL-a med civilnim prebivalstvom, izvajamo spremstvo. Predvidevam, da bomo dobili zvezo, nekje se lovimo, ne? Ne bo. Imamo Kosovo na zvezi? Imamo. Prav, bomo Libanon ponovili in gremo v Kosovo, na Kosovo, kjer je v peči na zvezi tudi kapitan bojne ladje Boris Geršak. Kapitan, beseda je vaša na Kosovo. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospa ministrica, načelnik generalštaba, spoštovani prisotni, lep pozdrav z Kosova, natančneje iz Prištine. V imenu vseh pripadnikov kontingenta Slovenske vojske v silah KFOR vas lepo pozdravljam. Dovolite mi, da na kratko predstavim kontingent, ki je 33. po vrsti, odkar Slovenija od januarja 2000 sodeluje v operaciji NATO KFOR na Kosovu. Kontingent šteje 252 pripadnikov, ki delujemo na 4 lokacijah širom Kosova. Pripadniki Slovenske vojske smo prisotni v poveljstvu KFOR, v poveljstvu večnacionalne bojne skupine Zahod in v poveljstvih regionalnih območij Sever in Center. V bojno skupino Zahod prispevamo manevrsko četo. Dodatno v sile KFOR prispevamo 6 skupin za povezovanje, skupino HUMINT, ki izvaja obveščevalno podporo poveljniku KFOR, skupino za elektronsko izvedovanje s skupino za varovanje, vojaško policijo, helikoptersko skupino, nacionalno obveščevalno celico ter pomemben del kontingenta nacionalni podporni element. Sicer v silah KFOR trenutno sodeluje 31 držav, od tega 23 NATO in 8 ne NATO. Skupaj s civili nas je na Kosovu približno 8000. Poleg poveljnika in poveljstva KFOR so sile organizirane v 2 bataljonski bojni skupini, Zahod in Vzhod, ki skupaj s taktično rezervo, ki jo tvorita bataljon taktične rezerve in specializirana enota, predstavljajo glavnino tako imenovanega kinetičnega dela sil. Nekinetični del predstavljajo 3 združena regionalna območja Sever, Center in Jug, znotraj katerih deluje 6 prej omenjenih slovenskih skupin za povezovanje. Naštete sile dopolnjujejo še združena logistična enota za podporo ter letalska enota. Poslanstvo sil KFOR, ki trenutno izvajajo drugo fazo odvračalne prisotnosti, je zagotavljanje varnega in stabilnega okolja ter zagotavljanje svobode gibanja. Mi slovenski vojaki pa se... Zdaj se pa nam nekaj pomeša. Kje smo? Še vedno smo lahko z Kosova. No, dajmo kar nadaljujemo na Kosovo, prosim. Skratka, če ponovim, poslanstvo sil KFOR, ki trenutno izvajajo drugo fazo odvračalne prisotnosti, je zagotavljanje varnega in stabilnega okolja ter zagotavljanje svobode gibanja na celotnem ozemlju Kosova, skladno z resolucijo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1244.
Dodatno KFOR zagotavlja pomoč pri razvoju lokalnih policijskih in varnostnih inštitucij ter sodeluje z EULEX-om ter lokalnimi in drugimi mednarodnimi akterji, ki si prizadevajo za dolgoročno stabilizacijo Kosova. Znotraj omenjenega se izvaja tudi poslanstvo slovenskega kontingenta, ki s svojim delovanjem izvaja podporo zavezništvu in mednarodni skupnosti na Kosovu. Svoje poslanstvo kontingent izvaja skozi številne naloge, med katerimi so ključne predvsem varovanje objektov, patruliranje, zagotavljanje hitrih odzivnih sil in taktične rezerve, izvajanje spremstev, vsakodnevno delo povezovalnih skupin, ki se povezujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, mednarodnimi akterji, predvsem pa z lokalnim prebivalstvom vseh etničnih skupin. Prav tako ni zanemarljiv prispevek, ki ga nudi Slovenska vojska z zagotavljanjem helikopterske podpore ter zbiranjem in posredovanjem obveščevalnih podatkov. Preden zaključim naše javljanje, naj sporočim, da se pripadniki kontingenta počutimo dobro in varno. Trenutne varnostne razmere na območju operacije so stabilne. Ocena ogroženosti pa srednje na severu Kosova in nizka v preostalem delu države. Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na trenutne razmere, izhajajo predvsem iz trenutne politične situacije, medetičnih sporov ter organiziranega kriminala. Po trenutnih ocenah Kosovo ni v nevarnosti za teroristični napad. Pripadniki kontingenta bomo dan državnosti obeležili v soboto, ko bomo v bazi Camp Villaggio Italija v Peči izvedli slovesen postroj, v nadaljevanju pa se bomo v zokih slovenske glasbe poveselili, zapeli in zaplesali. Spoštovani, ob koncu našega javljanja se zahvaljujem za prejete čestitke ob dnevu državnosti. Naše kratko javljanje iz Prištine tudi mi zaključujemo s čestitko ob dnevu državnosti, ter vas lepo pozdravljam. Hvala in besedo predajam nazaj v Ljubljano. Hvala lepa, kapitano. In smo na zvezi z Libanonom. Se slišimo, Libanon? Ja, lepo zdrav še enkrat iz Libanona, iz Šame. Pa bi nadaljevali, prosim, tam, ko si prej končal z nalogami pri promociji sil UNIFIL-a med civilnim prebivalstvom, prosim. Aha. Torej, jaz sem prej govoril o poslanstvu samega UNIFIL-a, ne? In tukaj bi poudaril, da poveljnik UNIFIL-a daje veliko pozornost podpori civilnemu prebivalstvu, potem dejansko nadziramo obmorski pas, oziroma sile UNIFIL-a. Sodeluje pri nadzoru meja s ciljem preprečevanja ilegalnega transporta orožja in seveda UNIFIL sodeluje pri vzpostavljanju libanonskih oboroženih sil. Mi smo, se pravi, slovenski kontingent neposredno podrejeni poveljnikov brigade sektorja Zahod in delujemo dejansko po celotnem sektorju. Naše naloge so, da nekje spremljamo, nadziramo in preprečujemo možno sovražno dejanje med izraelsko in libanonsko vojsko, promoviramo sile UNIFIL-a med civilnim prebivalstvom, izvajamo spremstvo in varovanje konvojev, zagotavljamo svobodo gibanja. Vse te naloge opravljamo s ciljem vzpostavitve pogojev za varen prenos varnostnih pooblastil libanonskim varnostnim silam. Zdaj bi rad še nekaj povedal o varnostnih razmerah. Same varnostne razmere so tukaj izjemno nestabilne. Sploh zadnji dogodki v Iraku pa Siriji, kjer je Islamska država izgubila bitko za bitko, se močno odraža na razmere tukaj v Libanonu. Dejansko gre za za prerazporejanje, preoblikovanje sil Islamske države, še posebej njihovega vodstva. Del vodstva se po zadnjih podatkih umaknil prav v Libanon, nekje v bližini Bejruta, kjer želijo preusmeriti pozornost svetovne javnosti in sicer z različnimi napadi ali na enote UNIFIL-a, ali na civilno prebivalstvo, ali pa na libanonsko oborožene sile. Kljub temu, da smo mi nekako sredi praznika Ramadan, ki naj bi predstavljalo obdobje miru in odpuščanja, to obdobje nekatere skrajne islamske skupine razumejo drugače, kot obdobje mučeništva. Zato odprto pozivajo in zahtevajo, oziroma ukazujejo svojim privržencem, da dokaže svojo lojalnost tako, da izvaja napade na civilno prebivalstvo, pripadne libanonskih oboroženih sil in na pripadnike UNIFIL-a. Za teh groženj, ki so bile v zadnjih 2 tednih precej pogoste, je poveljnik UNIFIL-a sprejel dodatne mere zaščite sil. Ne bi tukaj omenil še, da lokalna prebivalstva, ki bo zaposlena v bazah, 3 dni ni smela priti v službo. Kljub vsem tem novim zaščitnih mer dodatnih, je pa poveljnik UNIFIL ukazal, da se naloge ne smejo omejiti. Vse naloge morajo potekati kot do sedaj. Posebno nevarnost, poleg vseh naštetih, pa predstavlja tudi palestinska begunska taborišča,
so dejansko prerasla v taka manjša mesta brez nadzora, v katerih delujejo različne palestinske politične skupine, tukaj je podaril Fatah in Hamas. V zadnjem času pa smo zaznali delovanje predstavnikov Islamske države. Varnost razmer v taboriščih in neposredni okolici so odvisne od dogajanj na vzhodnem bregu oziroma v Gazi. Dodatno k vsemu temu pa še zaostruje varnost razmere številne aretacije pripadnikov Islamske države v Libanonu. Pogrebi pripadnikov Hezbolaha, ki so bili ubiti v Siriji, in sama neizvolitev predsednika Libanona, ki je že traja že 2 leti, je dejansko Libanon brez predsednika. Mi slovenski vojaki pa se kljub vsem tem dejavnikom počutimo dobro. Le skozi druženje, skupinske aktivnosti, pogovore, ohranjamo visoko stopnjo motiviranosti in zbranost za vsakdanje delo. Posebej pa nas je motiviral nedavni obisk ministrice za obrambo gospe Andreje Katič. Na našem območju delovanja, oziroma širše, deluje še ena misija Združenih narodov, v katerem pa sodeluje 3 Slovenci. To je misija UNSO, ki se raztega na območje držav Libanona, Izraela, Sirije, Jordanije in Egipta. En častnik opravlja dela in naloge na Golanu, 2 pripadnika slovenske vojske pa v južnem delu Libanona. Tudi mi tukaj v Libanonu bomo praznovali dan državnosti. In sicer v soboto zjutraj bomo imeli tak postroj vseh enot v naši bazi, v bazi Šama. V naš čas prebrali bomo ta kratek tekst, kjer bomo poskušali predstaviti v parih minutah zgodovino slovensko. Zvečer pa smo povabili vse poveljnike, prvopodredne poveljnike sektorja Zahod in ostale povabljence na tako večerno druženje. Gospod predsednik, toliko z moje strani, preden pa zaključim, pa bi rad zahvalil vsem v Sloveniji za vso dosedanjo podporo. S tem zaključujem moje poročanje in vračam besedo v Ljubljano. Hvala lepa v Libanon. Selimo se v Bosno in Hercegovino, kjer je z nami polkovnik Slavko Harc. Polkovnik, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik vlade, gospa ministrica za obrambo, načelnik generalštaba, vsi prisotni. Posebej pa bi želel pozdraviti vse moje kolege, ki se nahajajo na misijah okrog po svetu, ki so se do sedaj javljali. Sem polkovnik Slavko Harc, poveljnik kontingenta 36 v Bosni in Hercegovini. Poslanstvo kontingenta v Bosni in Hercegovini je aktivno sodelovanje v 2 mednarodnih poveljstvih, ki delujeta tukaj v Sarajevu. Prvo je poveljstvo EUFOR-ja, ki upravlja operacijo Altea, in drugo poveljstvo je NATO poveljstvo Sarajevo, ki prav tako deluje na izgradnji zmogljivosti bosanskih sil. Podrobneje, kontingent sestavlja 13 pripadnikov, od teh 13 pripadnikov nas 9 deluje znotraj poveljstva EUFOR, in sicer 2 v poveljstvu EUFOR-ja. Imamo nacionalni podporni element, ki v bistvu skrbi za celotno logistično podporo vseh nas, ki smo tukaj na misiji. Preostali pripadniki, ki delujejo znotraj EUFOR-ja in Alteja, pa se ukvarjajo predvsem oziroma so vključeni v zmogljivosti za zbiranje in obdelavo podatkov iz terena. Drugi del našega kontingenta je torej sestavljen, deluje znotraj poveljstva NATO. V okviru tega poveljstva delujejo 4 pripadniki kontingenta, eden kot višji svetovalec, ki deluje neposredno na strateškem nivoju razvoja obrambnih sil Bosne in Hercegovine, ter 3 pripadniki, ki so razporejeni v obveščevalne elemente misije in v bistvu tvorijo skupino za obveščevalno podporo. Kontingent je torej sestavljen precej pestro, delujemo v 2 poveljstvih. V tem kontingentu smo tako predstavniki Slovenske vojske kot predstavniki obveščevalno-varnostne službe, tako civili kot vojaki. Torej pestra sestava, kar pa ne otežuje naše delo bistveno. Poslanstvo obeh misij, v katerih delujemo, najprej Altea, torej Altea BIH ohranja izvršilno vlogo pomoči oblastem BIH za vzdrževanje varnega in stabilnega okolja v državi. To je prvi del misije. V tem trenutku prihajamo v tisti del, ko je, bom rekel, težišče naših aktivnosti usmerjeno v neizvršilno vlogo misije Altea, to pa je izgradnja obrambnih sil Bosne in Hercegovine in njihovo pripravo za opravljanje namenskih nalog, za kar bi ta vojska v bodoče naj bila, in pa njihovo vključitev v mednarodne integracije. To postaja vsekakor težiščna naloga Alteje.
Poveljstvo NATO v Sarajevu prav tako deluje predvsem na področju tega obrambnega svetovanja in v bistvu se ukvarja z svetovanjem vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja, vključno za koordiniranjem aktivnosti v okviru partnerstva za mir in s končnim ciljem pripraviti Bosno in Hercegovino k nadaljnji integraciji v euroatlantske povezave. Trenutna varnostna situacija pri nas lahko rečemo, da je ogroženost je nizka, lahko rečemo, da je tudi situacija stabilna, čeprav je Bosna vedno nepredvidljiva. Napredka na političnem področju praktično ni, status quo obstaja, en večji vidik tveganja v prihodnosti, predvsem nekje tam do oktobra, pa so lokalne volitve, ki se bližajo, torej, in pa vse tiste aktivnosti, ki jih stranke izvajajo v tem predvolilnem času. Kontingent v tem trenutku deluje brez posebnosti in težav. Že včeraj smo se udeležili sprejema, ki ga je v čas praznika pripravila slovenska ambasada v Sarajevu. Sami bomo slovesnost pripravili 24.6. znotraj baze Butmir. Ob tem, to je tudi vse z naše strani. Hvala za vaš čas, za danes. Tudi vam in vsem, ki nas slišijo, lep pozdrav iz Bosne in pa lepe praznike. Hvala lepa, predajam besedo nazaj. Hvala, polkovnik. V EUTM Mali pa je z nami na telefonski zvezi major Tomaž Bogar. Major, se slišimo, izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo. Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, gospa ministrica za obrambo, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, poveljniki slovenskih kontingentov in ostali zbrani. Lep pozdrav iz Malija v mojem imenu in v imenu pripadnikov nosilne enote, to je enota za specialno delovanje, ki skupaj tvorimo 7. slovenski kontingent. Evropska misija EUTM deluje v Maliju od leta 2013. Poleg nje sta najpomembnejši misiji v Maliju misija Združenih narodov MINUSMA, ki šteje okoli 11.000 pripadnikov, francoska misija Balkane, ki šteje okoli 3.500 pripadnikov. Seveda pa je pomembno prispevati v Maliju zagotavlja tudi malijska vojska, ki trenutno šteje okoli 8.000 pripadnikov. V začetku junija letos je misija EUTM uradno prešla v tretji mandat, ki bo trajal do junija 2018. S tretjim mandatom se je razširilo območje delovanja misije proti severu, tako da zdaj vključuje območje vključno z mestoma Gao in Timbuktu. To predstavlja pomemben varnostni izziv, saj se je večina incidentov v zadnjih letih v Maliju zgodila na severu države, vključno z omenjenima mestoma. Poleg večjega območja odgovornosti je pomembna novost način izvajanja usposabljanja za malijsko vojsko. Postopno namreč prehajamo iz centraliziranega modela usposabljanja na jugu v decentraliziran model usposabljanja, ki predvideva usposabljanje predvsem za polijoči kader malijske vojske po celotnem območju delovanja. Prvo tovrstno usposabljanje že izvajamo v mestu Segu, kjer kot inštruktorja natečaja za poveljnike vodov malijske vojske trenutno sodelujeta tudi 2 pripadnika 7. kontingenta slovenske vojske. Poslanstvo naloge so torej povezane z usposabljanjem malijske vojske z namenom podpirati razvoj in izgradnjo ter usposobljenost malijske vojske in na ta način prispevati k ohranjanju malijske teritorialne integritete. Misijo EUTM Mali vodi in usmerja poveljstvo obrane mestu Bamako, ki ga sestavlja 120 pripadnikov. Poveljnik misije bo od 3. julija dalje belgijski predani general. Večino sil, to je 440 pripadnikov, v EUTM prispeva center za usposabljanje, ki je nameščen v mestu Polikoro in upolnjuje belgijski polkovnik. Vodilno vlogo v misiji torej prevzemajo Belgijci, prednje so bili vodilna država Nemci. Vsi pripadniki 7. kontingenta upravljamo dela in naloge v sklopu omenjenega centra za usposabljanje. 2 pripadnika delujejo v poveljstvu, jaz v vlogi načelnika oddelka za operativne zadeve in načrtovanje, drugi pripadnik pa oddelka za logistiko. Ostali 3 pripadniki delujejo kot inštruktori. 2 pripadnika v sklopu druge pehotne čete skupaj s pripadniki britanske in irske vojske, ter 1 pripadnik v skupini lahke oklepne pehote skupaj s pripadniki italijanske vojske. Trenutna varnostna situacija na območju Kolikoro in Bamako se večinoma spreminja med srednjo in visoko stopnjo ogroženosti.
Večkrat smo prejeli informacije o možnih načrtovanih napadih na bazo. En tak napad se je zgodil na bazo v Bamaku marca. Kolikor pa zaenkrat teh napadov ni bilo, kljub temu pa velja usmeritev vsem pripadnikom misije, da mora biti vedno na prvem mestu zaščita sil. Še posebej, ko izvajamo prej omenjeno decentralizirano usposabljanje po celotnem območju delovanja. Največje tveganje na misiji predstavljajo tukaj delujoče teroristične skupine, ugrabitve strani uporniških skupin, nalezljive bolezni, vpliv specifičnega okolja vremena ter ogroženost v prometu. In kakšna je pot naprej za misijo EUTM Mali? To je postopna decentralizacija usposabljanja v sklopu 3. mandata misije, ki bo do leta 2018 vključevala usposabljanje v vseh vojaških regijah v Maliju, ki so del povečanega območja delovanja. To je tudi v osrednjem in deloma v severnem delu Malija. Vsi pripadniki 7. kontingenta se počutimo dobro in motivirano opravljamo svoje delo. S tem včasih zaključujem, bi pa vsem v Sloveniji in slovenskim kontingentom po svetu želim lepo praznovanje dneva državnosti in naj se začuti občutek slovenskega ponosa. V Maliju bomo nekaj za junija popoldan premjero obeležili dan državnosti skupaj z pripadniki vseh držav, ki sodelujo na misiji EUTM Mali. Lep pozdrav z Malija, predajam besedo. Major, hvala lepa. Vsem poročevalcem še enkrat hvala za poročila in lepe želje. Zdaj pa k nagovoru našim pripadnikom vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja. Vodji kontingentov pa prosim, da morebitna vprašanja predsednika zabeležite in vas bomo povabili k odgovoru po nagovoru predsednika Vlade. Torej, predsednik Vlade, izvolite. Hvala lepa. Najprej naj takoj povzamem besede poveljnika Žbogarja in povem zelo jasno, da sem kot predsednik Vlade Republike Slovenije in kot državljan Slovenije zelo ponosen, da imamo vas poveljnike in člane vaših misij kontingentov v teh državah, kjer ste nam pravzaprav v čast, v ponos s svojo visoko moralo, s svojo visoko usposobljenostjo, o kateri nam poročajo iz teh okolij, in ne nazadnje tudi ste nam v čast s svojim pogumom, ki ga izkazujete, kajti gre za nevarne misije, v večini, kot smo slišali, in gre za to, da pravzaprav dajete s tem velik prispevek k varnosti in miru v teh delih sveta in pravzaprav k svetovnemu miru, ki ga mora tudi Slovenija še naprej spodbujati. Naj povem tudi prisotnim in vam na misijah, da kot predsednik Vlade štejem področje obrambe in s tem tudi obrambno ministrstvo z vsemi vami, poveljniki, torej načelniki, vojaki, za pomemben državotvorni resor. Današnje krize, vse okoli nas, od ukrajinske do bližnje vzhodne, in nazadnje do migrantske, pa tudi vsi teroristični in drugi napadi na civilno prebivalstvo, na države, na mir, na vrednote Evrope, kažejo, da potrebujemo obrambne sile, da potrebujemo vse vas, tako doma kot v tujini, in zato se bom skupaj z Vlado in z ministrico, ki tudi izrekam priznanje, ker so tudi še naprej izkazoval polno pozornost in zato tudi naša Vlada že, jaz mislim, kaže prve korake, s katerimi obračamo trend, povečujemo počasi vložek v vojsko na materialnem področju in seveda ministrica skupaj s svojimi sodelavci se trudi za to, da bo tudi z optimizacijami, z večjim vložkom v modernizacijo in z drugimi prijemi zagotovila modernizacijo slovenske vojske, ki mora ostati še naprej uspešen branik naše veliko domovine. Še posebej me tudi veseli, da boste z različnimi obeležji in slovesnostmi skupaj z nami, pa čeprav daleč od nas, gledano z vidika teritorialne oddaljenosti, obeležili 25. obletnico naše države. Naša država je naša velika pridobitev, omogoča nam, da smo enakopravno udeleženi v številnih mednarodnih organizacijah in prav tu se ponovno vračam k vam, spoštovani poveljniki, in k vašim veliko članom na teh misijah v kontingentih, kajti tudi tu ste nam v ponos Slovenijo
predstavljate v svetu v najboljši možni luči, ste pravzaprav eni naših najboljših ambasadorjev. Tako da, če zaključim s tem nagovorom, želim vam, da bi tudi vi s ponosom in veseljem obeležili to našo skupno 25-letnico, da bi se po opravljenih misijah vsi varno in zdravi vrnili v domovino in seveda, da bi še naprej izkazovali to visoko usposobljenost, vojaško, strokovno in to visoko moralo, ta pogum, ki ste ga izkazovali vse doslej in bili zato tudi dobro sprejeti med lokalnim prebivalstvom. Tako da res hvala vam vsem, ki se trudite, ki delate to za dobro sveta in za ugled Slovenije. In pa, če dovolite, naslovil na vas nekaj kratkih vprašanj. Glede na to, kar sem slišal, seveda sem že dobil neke odgovore. V večini okolij je varnostna situacija vsaj nestabilna, če ne celo zelo huda in nevarna za vas. Zanima me zelo konkretno, kako vi skupaj z vašimi, bi rekel, sodelavci iz kontingenta varujete prav življenje in zdravje naših vojakov, vas samih, torej slovenskih udeležencev teh misij. Kajti kljub temu, da vemo, da je treba na varno gledati širše, me še posebej zanima vaša varnost, torej Slovencev v teh enotah. Potem bi vas vprašal, kako sodelujete z lokalnim okoljem, kako vas sprejemajo in seveda, zdaj tu imam še nekaj različnih vprašanj, predvsem tistim, ki ste v svetu islama, me zanima, kolikšno grožnjo tudi za vas lahko potencialno v prihodnjih mesecih povzročijo te skrajne teroristične oziroma skrajne skupine, radikalne ekstremistične verske skupine, kot so ISIL, kot so te libanonske in druge skupine, in na kakšne načine boste zagotovili to vašo varnost. In ne nazadnje, če dovolite še eno vprašanje, kako ocenjujete vpliv teh vojaških misij, katerih del ste, na politično stabilizacijo razmer, koliko to vpliva tudi na, bi rekel, zmanjšanje števila beguncev, kajti številnih teh okolij vemo, da prihaja tudi proti Evropi, tako iz Afganistana, denimo kot iz Bližnjega vzhoda, begunci proti Evropi. Torej, zanima me, kakšen je tudi vaš prispevek na tem področju, ko stabilizirate razmere od, bi rekel, Malija pa do Bližnjega vzhoda in seveda širše. Pa še eno vprašanje prav za naš kontingent v Bosni in tudi na Kosovu. Zanima me, koliko je tam prepoznanih teh povratnikov iz Bližnjega vzhoda ali kakšnih drugih okolij, kajti vemo, da se nekateri pridružujejo islamski državi, pa tudi drugim skrajnim organizacijam, se potem vračajo ali pa prihajajo v ta okolja blizu nas, se pravi na okolje Zahodnega Balkana, predstavniki različnih radikalnih, tudi vojaških skupin. Koliko to lahko pomeni varnostno grožnjo tudi regiji Zahodnega Balkana oziroma tudi potencialno grožnjo širše, tudi Sloveniji. Tako da, če zaključim, še enkrat hvala za vse, kar delate za nas. Čuvajte se, zagotovite varnost, da bo vse dobro in vrnite se zdravi v domovino. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, verjamem, da ste pozorno spremljali vprašanja, vsi kontingenti, vsi vodje kontingentov in bi na vsa 4 oziroma selektivno na vprašanja odgovarjali po vrsti tako, kot smo se javljali. Afganistan, kličemo Afganistan. Ste razumeli vprašanje predsednika vlade? Ja, pozdrav še enkrat iz Afganistana. Jasno smo razumeli vprašanje predsednika in imamo tudi za njega, mislim, da zelo zanimive informacije. Kar se tiče varovanja življenja in zdravja naših pripadnikov, v okviru razmer, ki tukaj vladajo, maksimalno pač skrbimo, da nosimo zaščitno opremo, da se na vseh aktivnostih držimo postopkov, protokolov. Večinoma tega varovanja nam sicer nudijo italijanske sile in vse ostale stvari, tako da ogroženost je tukaj skupna z kontingentom, kar se pač dogaja. Zaščito imamo okoli baze, tako da varovanje življenja zdravja, normalno, to je naša prva skrb. Samo v razmerah, kakršnih smo,
pač tukaj ni nobenega garanta, kakšnega pač, če se zgodijo kakšni incidenti, smo neposredno udeleženi, ker smo tako v kontaktu z afganistansko vojsko, kjer se je ravno včeraj zgodil en incident, da so imeli streljene med sabo, kjer so bili 4 mrtvi afganistanski vojaki med sabo, naših ni bilo zraven, vendar mi budno spremljamo vse situacije, se držimo postopkov, imamo Guardian Angele, nosimo opremo, tako da tudi postopki so takšni, da pač se čuvamo, da kakšna samomorilski napad direktno ni na kakšen naš konvoj, s katerim hodimo ven, ampak kot sem že rekel, nobenega garanta ni, mi pa skrbimo tako, kot pač smo usposobljeni in takšno opremo, ki imamo. Oprema je dobra, tudi italijanska oprema je dobra, tako da tukaj nimamo nobenih pripomb, garanta pa ni, kot sem rekel. Kar se tiče samega okolja in sodelovanja s civilnim okoljem, delno ga imamo preko naših advisorjev oziroma s tistimi ljudmi, ki so tukaj noter v bazi, prav neposrednega pa ne, ampak dejansko te stvari imamo tako, da nekako, kar se tega tiče, pa nas je čutiti v našem zahodnem delu in naše poveljke oziroma to naše regionalno je nekako vodilno v tem, da podpora lokalnega prebivalstva varnostnim silam nekako narašča in da imajo zaupanje večjo vojsko, večjo policijo, tudi sami se že obračajo v policijo, tako da ta naša prisotnost je zelo pozitivna. Po drugi strani trenutno potekajo priprave in tudi nekatere manjše investicije v izgradnjo in povečanje kapacitet letališča tukaj v Heratu, kjer je bilo nekako okno v svet in v začetek večje izgradnje poslovnega okolja in vsega tega, da tudi sami izražajo želje, da bi radi imeli še prisotnost in ohraniti prisotnost koalicijskih sil, ker to pomeni tudi večjo varnost za investitorje, tako da intenzivno se dela tudi na tem, da v bistvu delamo skupaj projekte na ta način, da bi pač poveljsko oziroma določene strukture NATO ostale na tem območju, na tem letališču, ker to nekako potem območja tudi večje investicije v to in večjo sigurnost. Določene stvari pa potekajo, ker potekajo projekte za izgradnjo železnice, ker trenutno je v kompletnem Afganistanu, ker je ogromna država, samo 70 km železnic projekti pač potekajo in mi smo del teh projektov in varujemo in sodelujemo z projektanti oziroma s projekti, ki se delajo. Obenem bi mogoče pa še povedal to, da se tudi mi srečujemo z begunci, ki so že bili v Sloveniji, to smo tudi poročali v Slovenijo, ker pri nas so se že pojavili določeni, ki so prišli iz Slovenije, s slovenskimi papirji izdanimi strani Republike Slovenije, da so se prostovoljno odločili za povratek v Afganistan in so pa nas iskali določene ugodnosti, celo izplačila, ampak to smo že poročali. Tako da tudi mi imamo v bistvu tukaj povratnike iz te begunske poti, iz te begunske krize in nam je v interesu, da se čim bolj država razpostavi in da mladi, predvsem mladi pač najdejo v Afganistanu priložnosti za življenje in da ostajajo doma, da se pridružijo vojski in da pač živijo v tem okolju, kjer so bili tudi rojeni ali pa pripadajo sem. Tako da mi pa dejansko tukaj skušamo čim bolj prenesti in pomagati, da ta država dejansko zaživi v takšnem interesu in takšnih željah v obliki, kot si jo želijo sami. Če se imate dodatno vprašanje, pa gospod predsednik smo na razpolago. Vračam besedo Ljubljani. Hvala lepa o Afganistan, predsednik. Bom počakal, da dobim vse odgovore. Mogoče bi eno dodatno vprašanje še glede naših inštruktorjev v Maliju. Namreč tam grozijo tudi nalezljive bolezni, pa me zanima tudi ta vidik, če na njega pazijo, oziroma seveda posebne oblike terorizma. Prej sem to pozabil omeniti. Sicer pa hvala lepa za ta prvi odgovor, je bil zelo izčrpen. Hvala lepa, predsednik. Hvala, Afganistan. In se javljamo v Libanon. Prosim, če ste izčrpni in malo krajši. Še enkrat, gospod predsednik, lep pozdrav iz Libanona. Glede varnosti naših vojakov. Naši panci so izvidniki. Mi smo dejansko 5 dni v tednu se dejansko sprehajamo, se navodno tako patroliramo, izvidujemo sektor za vzhod. Zdaj, vsak dan imamo specifično drugačno nalogo. Te naloge dobivamo iz našega poveljstva, sektorja Zahod. Ko to njihov predlog izvedovanja pride k nam, mi natančno analiziramo v našem TOC-u, v takšnem operativnem centru, vsak kraj. Tukaj govorimo o 35 območjih raketnih izstrelišč Hezbolaha v preteklosti na Izrael. Mi vsaka tako območja analiziramo, kam gremo, kdaj bomo šli, ali to zjutraj, popoldne, ali zvečer, ali so tam nekakšni pogredi, ali so kakšne demonstracije, ali so kakšne napadi v preteklosti.
In če zaznamo kakršnekoli nevarnosti, poskušamo se dogovoriti za preoblikovanje naloge tega območja. V nasprotnem gremo v vse te hotspote. Tudi sam kot poveljnik grem s fanti vsak 2 tedna na en hotspot, ravno tega namena, da vidim, kje so, kaj delajo in kaj čutijo. Lokalno okolje. Jaz moram reči, da oni jemljajo UNIFIL kot sile miru. Nas pozdravljajo. Seveda tukaj so tudi druge frakcije, ki imajo pač drugačne poglede na UNIFIL in naprej. Je pa dejstvo to, da mi smo dejansko edini v tem sektorju, ki imamo hamerje, naša vozila, in so prepoznavni posebej med lokalnimi prebivalstvi. Tukaj, ker mi pridemo večkrat na neko območje in točno vejo, aha, evo, Slovenci so prišli, smo spoštljivi, kulturni, se z njim pogovarjamo se, in če je spoštljiv odnos do njih, je avtomatsko spoštljiv odnos nazaj. Edini mogoče tukaj treba paziti pozoren pogrebi. Ogromno pogrebov se tukaj zadnje čase dogaja, zaradi ubitih Hezbolah v Siriji. Teh območij se izogibamo izključno zaradi čustev, ki privrejo na dan iz ljudi. Zdaj, grožnja islama do nas. UNIFIL je do neke mere lahka tarča. Imamo belo vozila, imamo modre čelade in kape in smo dejansko že zelo daleč vizibilni. Ampak kljub temu mi ne smemo svojega poslanstva omejevati ali karkoli naloge skrajševati. Mi moramo, če ne bomo izgubili kredibilnost na tem območju. Mi delujemo s tem, da povečujemo naše varnostne mere. Pri samih naših vojakih, pri izbiri vojakov je zelo pomembno, da govorijo tukaj izkušnje. Povprečna starost naših tukaj je 36 let. Fantje imajo za sabo po 3-4 misije. Točno poznajo, kako se treba obnašati, kako se treba umiriti vročo kri, kako se z nekom pogovarjati se in se pravočasno umakniti iz vročih hotspotov. Ker veliko se dogaja, da pridemo dejansko v neposredni stik z vročim lokalnim prebivalstvom. Begunci so predsednik. Še zadnja stvar, da je tukaj približno 1,5 milijona beguncev iz Sirije. In iz raznih poročil obveščevalne službe ISIS tudi želi nekako napraviti neke mere paniko in pognati te begunce vsaj del proti Evropi, da bi na ta način poskušal destabilizirati situacijo v Evropi. Evo, to na kratko, gospod predsednik. Hvala lepa, vračam besedo v Ljubljano. Hvala lepa, Libanon, gospod predsednik. Hvala za spet izčrpen odgovor. Jaz bi samo komentiral to zadnje. Mislim, da je bila to zelo pomembna informacija. Zdaj vidimo na konkretnem primeru, kako se dejansko ta nesreča ljudi, prebivalstva izkorišča tudi za spodbujanje begunskega vala z nekimi škodljivimi nameni, zelo zli nameni za širše območje, bi rekel, ali regije ali pa celo Evrope, kamor se jih želi poslati. Vsekakor tudi tu hvala, bom rekel, za ta odgovor. Če bom še kakšno pod vprašanje imel, bi ga nasledil skupaj kasneje. Hvala lepa, predsednik, in nadaljujemo z govori na Kosovo. Kosovo, beseda je vaša. Hvala za besedo in hvala za vsa vprašanja, gospod predsednik. Jaz bom poskušal biti kratek in jedrnat. Kar zadeva varnost udeležencev, jaz bi rekel, da je zaščita pripadnikov zagotovo prva prioriteta in če bi se moral opredeliti do tveganja, ki je v tem trenutku največje za naše pripadnike, bi zagotovo izpostavil promet. Naši pripadniki, ki delujejo v povezovalnih skupinah, opravijo veliko število kilometrov izven vas, kjer delujejo na razmeroma slabih cestah, tako da zagotovo tukaj dajemo velik poudarek varnosti naših pripadnikov. Kar zadeva osebno varovalno opremo, z njo nimamo težav, zadostuje. V zadnjem času se pojavljajo tudi visoke temperature, skratka tudi temu dajemo velik poudarek ravno iz razlogov, da ohranimo zdravje pripadnikov. Vaše vprašanje glede sodelovanja z lokalnim okoljem bi najprej se dotaknil mogoče našega sodelovanja z lokalnim prebivalstvom. Pripadniki povezovalnih skupin, ki dnevno delujejo na terenu, so zagotovo v primerjavi z ostalimi pripadniki SILK-4 v majhni prednosti, predvsem zaradi poznavanja razmer, pa naj si bo to pogojeno z geografsko ali zgodovinsko opredelitvijo in nenazadnje tudi samega jezika. To iz pogovorov s pripadniki zagotovo vpliva na sproščene pogovore.
Vse to pa seveda prinaša dodano vrednost pri pridobivanju informacij, ki so potem strani ostalih pripadnikov KFOR-ja vzete kot zelo relevantne in kot informacije z veliko težo. Kar zadeva vaše vprašanje, ki se nanaša na politično stabilizacijo in razmere, KFOR in prisotnost drugih mednarodnih akterjev zagotovo pozitivno vpliva na trenutne razmere v državi. Verjetno veste, da je nedavno EULEX misiji podaljšan mandat za naslednji 2 leti, vendar z napovedjo precejšnjega, predvsem številčnega zmanjšanja misije. V tem trenutku se govori o približno 50%, kar bo zagotovo imelo vpliv na del, ki predstavlja podporo vladavini prava predvsem. Če imamo v mislih, da je v tem trenutku EULEX drugi posrednik, ob tem, da se zmanjšuje, bo to zagotovo imelo vpliv tudi na sile KFOR, ki v tem trenutku delujemo kot tretji posrednik. Kar zadeva radikalizem na Kosovu, zaznava se prisotnost, vendar so številke majhne. Tisto in informacije, s katerimi mi razpolagamo, je, da se zadeve redno spremljajo in v tem trenutku, kot sem omenil že prej, kakršnakoli konkretna grožnja z tega področja je v tem trenutku izključena. Na kratko toliko in ostajamo na razpolago za dodatno vprašanje. Hvala. Ja, Kosovo morda še v zvezi s povratniki iz Bližnjega vzhoda, koliko lahko to pomeni varnostno grožnjo v regiji, če sem prav razumel, predsednik, predtem. Kosovo, izvolite še zadnje vprašanje. Ja, v tem trenutku jaz ne razpolagam s temi podatki, tako da žal in na to vprašanje nimam odgovor. Hvala lepa. Predsednik, morda? Ne morem si pomagati, da ne bi poveljniku, kapitanu bojne ladje, gospodu Geršaku, postavil neko vprašanje. Namreč pred nekaj meseci sem se srečal z vami na naši bojni ladji Triglav, kjer je bila tudi naša misija odlično upravljena, tudi tu pohvale slovenski vojski, oziroma vsem, ki so bili tam. Kako se počutite kot kapitan bojne ladje tu na suhem, na kopnem? Ja, hvala, gospod predsednik. Jaz moram reči, da se počutim zelo v redu. Nenazadnje, to sem tudi zadnjič sporočil pripadnikom kontingenta. Moje počutje, ali dobro počutje, ko sem že s samimi kolektivnimi pripravami kontingenta, ki se zdaj nadaljuje tudi na področju operacije. Kaj naj vam rečem, ne vem, kateri val me je naplaval na Kosovo, ampak počutim se dobro. Tudi dolžnost, ki jo upravljam, je zame zagotovo izziv in bom lahko izkoristil tudi te izkušnje, ki sem jih pridobil nenazadnje na dolžnostih v preteklosti, pa tudi v samem mednarodnem okolju v moji karieri prej. Odlično, hvala lepa. Hvala lepa, Kosovo, in še se oglašamo Bosno in Hercegovino. Bosna, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Poskušal bom biti zelo kratek. Kar se tiče varovanja zdravja, tako kot je že moj predhodnik povedal, kinetičnih nevarnosti oziroma stopnja kinetične nevarnosti je tu res nizka. In tudi pri nas nekako največji problem oziroma ogroženost varnosti predstavljajo promet in pa kriminal, tako organiziran kot tudi, da ne rečem, neorganiziran. Kar se tiče lokalnega okolja oziroma našega sprejemanja tukaj kot slovenskega kontingenta, lahko rečem, da imamo mi tukaj 2 ključni prednosti. Še vedno mislim, da smo Slovenci nekako predstavljamo ne popolne tujce v Bosni, ampak nas jemljajo vseeno, dajejo v neko drugo kategorijo. Lažje dostopamo do ljudi in ljudje se prej odprejo do nas, kot pa verjetno do drugih tujcev. Druga ključna prednost, ki jo imamo, je pa seveda naše znanje jezika oziroma največja večina ljudi se lahko sporazumeva brez kakršnega koli posrednika, kar vsekakor olajšuje naše delovanje tukaj. Zato tudi lahko trdim, da smo Slovenci tukaj, tisti, ki počnejo to, nosilna država glede zbiranja in pa kvalitetnih informacij z terena. Tretje vprašanje glede povratnikov, da prihajajo prav tako, tudi pri nas je zbiranje podatkov o številu teh ljudi precej oteženo zaradi velike neenotnosti varnostnih agencij v Bosni in Hercegovini. Vse te ljudje, ki prihajajo z terena, te številke niso tako velike, se pa ponavadi tisti, ki ostanejo nekako zaverovani v ta svoj boj, vključujejo v neke paraverske paradžemate, ki potem delujejo tukaj znotraj oziroma zunaj islamske cerkve in predstavljajo neko
dodatno grožnjo z sejanjem oziroma z širjenjem tega ekstremizma, ki so ga prinesli od tam. Vse te so tudi precej dobro financirane iz čisto evropskih držav, tako da torej, ta grožnja obstaja, je latentna, vendar v tem primeru oziroma v tem trenutku ne moramo govoriti o neki neposredni nevarnosti, ki bi bila tukaj pred vrati. Z druge strani, ta ekstremizem na eni strani seveda daje možnost in gorivo ostalim nacionalizmom tukaj na tem terenu, ki izkoriščajo to predvsem zdaj v tem predvolilnem času, in potem imamo tudi druga ekstremistična gibanja tukaj v Bosni, ki potem koristijo razloge, ki prikazujejo te skupine za to, da širijo pri sebi neko obrambno aktivnost in se organizirajo kot odgovor na ta ekstremizem. Toliko na kratko z moje strani, vračam besedo. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik, morda. Tukaj bi bolj neko ugotovitev podal ravno ob tem, ki ta ugotovitev velja tudi širše za ostale kontingente slovenske. Namreč nismo le, kot vidimo, vojaški branik v teh misijah, branik miru, ampak smo tudi nek politični dejavnik stabilizacije razmer. Kajti s temi vložki, kot je bilo tudi zdaj povedano, dobrim sodelovanjem z lokalnim prebivalstvom in s to profesionalnostjo pravzaprav pomagamo tudi političnemu okolju v teh državah, kjer smo, da dosega lažje neko stabilnost. Zato sem še posebej hvaležen poveljnikom, pri katerih vseh vidim, da razumejo to svojo vlogo tudi širše, čeprav seveda je njihova glavna misija vojaške narave. Bom pa hvaležen seveda tudi vsakomur izmed njih, tudi poveljniku, ki opravlja svojo dolžnost v Bosni, če bo kadarkoli bi zaznal, da kakšna ekstremistična skupina presega, torej še širi preko meja proti nam, proti seveda širši regiji v Evropo ali celo proti Sloveniji, da bo seveda se na to ustrezno odzval z obveščanjem in ostalim, kar pa ne dvomim, da se že dogaja, tako da res hvala tudi tu za izčrpne informacije. Hvala lepa, predsednik. In še kličemo Mali, kjer imamo še dodatno vprašanje povezano z nalezljivimi boleznimi v Maliju. Major Žbogar, smo na zvezi? Ja, lep pozdrav, hvala Nata za spodbudne besede. Torej, kako varujemo življenje in zdravje? Najprej moram reči, da smo pred odhodom na misijo bili cepljeni za vse potrebne možne, proti vsem možnim potencialnim grožnjam za zdravje, tako da res hvala, tudi vsa potrebna zdravila smo dobili in jih imamo dovolj na razpolago. So pa specifični vplivi tudi zaradi vremena, je zelo vroče in vlažno, tako da upoštevamo, da v najbolj ekstremnih pogojih imamo tudi počitek in načrtujemo usposabljanje z malijsko vojsko na ta način, da se izogibamo teh najbolj izpostavljenih terminov. Seveda pa imamo tukaj pripadnike enotnega specialnega delovanja, ki so zelo visoko izurjeni in poznajo vse primerne zaščitne ukrepe in postopke, če se že zgodi kakšen napad. Poleg tega pa imamo tudi četo za zaščito sil, belgijsko-špansko, ki zagotavlja varovanje v času, ko mi inštruiramo malijsko vojsko. Glede na drugo vprašanje, še to bi dodal, v Bajde deluje tudi bolnica ROS 2, nemška, ki je res zelo dobro opremljena in vrhunsko sposobljeni zdravniki delujejo v njej, tako da če bi se že kaj zgodilo, verjamem, da bomo dobro oskrbljeni. Drugo, kako delujemo z lokalnim okoljem, moram reči spet ena specifika, Bajda, v kateri večino časa preživimo okoli Kuro, na južnem delu države, je malijska baza, ni baza Evropske unije. Zato je odprta za malijsko vojsko in tudi za malijske pripadnike civilne sfere. Tako da to je po eni strani zelo velika prednost, ker s tem vzpostavljamo neko zaupanje med lokalnim prebivalstvom na tem območju in po drugi strani pa tudi slabost, ker nikoli ne veš, kdo in kakšno ozadje ima lahko pride v bazo. Zato so postopki pregledov vhod v bazo zelo pomembni. Je pa Mali zelo etnično različna država, zelo pesna država, predvsem arabski del islamske vere, ki živi na severnem in deloma srednjem delu, predstavlja veliko grožnjo za vse mednarodne organizacije na
na Maliju, v Maliju, predvsem je pod napadom zadnje čase bila misija Združenih narodov MINUSMA. Konec maja je bilo kar 11 mrtvih pripadnikov v 3 različnih napadih. Tako da, ampak te grožnje strani rasnega terorizma zaenkrat v južnem predelu Malija še nismo zaznali. Je pa res, kot sem omenil v poročanju, da se naša misija širi in da bomo postopno morali tudi na ta območja. Naprej, vprašanje glede terorističnih skupin sem omenil. Glede vpliva našega vpliva na politične razmere, moram reči, da predvsem vplivamo na stopnjo usposobljenosti malijske vojske, ki ocenjujem, da je ta hip zelo nizka. In če bo Evropska unija uspela usposobiti to malijsko vojsko, potem bo precej lažje kontrolirala integriteto na celotnem območju Malija. Trenutno moramo reči, da na severnem delu kontrola ne obstaja oziroma je zelo slaba. In interes malijske vlade je, da poveča to kontrolo in mi z našim prispevkom lahko pomagamo s tem, da ojačamo malijsko vojsko, da bo lažje nadzorovane razmere. Toliko da enkrat, moja se mi radi, če so še kakšna vprašanja, predsednik. Hvala lepa tudi tukaj za to izčrpno poročilo. Na neko podvprašanje glede tega sodelovanja z malijsko vojsko ste mi že odgovoril. Bi vas pa še dodatno vprašal, ali zaznavate kakšne povečane migracije, torej beg prebivalstva iz enega dela države v drugo ali v sosednje države ali celo proti Evropi, kar zaznamo v tem delu Afrike. Prosim, če še na to poveste nekaj. Ja, hvala za besedo. Torej, zaznavamo prehode in beg prebivalcev zlasti predvsem v Burkino Faso, sosednja država na jugovzhodu. Predvsem v Evropo pa ne. Moram reči, da lokalno prebivalstvo tukaj zelo izobrazba na dosti nizkem nivoju in tudi obveščenost o dogajanju, o situaciji v območju Malija je predvsem nizka. Ljudje se zavedajo predvsem dogajanja v njihovi neposrednji okolici in recimo, če govorimo v mestu Kolikoro, ker smo mi na južnem delu, ko govorim z lokalnim prebivalstvom, niti ne vejo, kaj se dogaja na severu Kosova, oziroma Malija, se poročujem. Tako da na severnem delu, arabski del prebivalstva pa želi vzpostaviti neko bazo in jaz mislim, da dolgoročno želijo vzpostaviti neko suvereno državo novo na območju Malija in zato samo dijačila svojo prisotnost. Predvsem pa s temi terorističnimi dejanji proti vladnim organizacijam in proti mednarodnim organizacijam želimo upočasniti proces razoroževanja, ki je stekal na podlagi mirovnega sporazuma, ki je bil podpisan lansko leto. Torej, če bodo to uspeli, bodo destabilizirali regijo, ljudje bodo nezadovoljni in potem bodo lahko rekrutirali nove pripadnike, nove sledilce. Hvala lepa, gospod predsednik. Smo izčrpali vaše današnje želje po vprašanjih? Absolutno, da. Mogoče še misel za konec, če dovolite. Za vse poveljnike in prosim, da prenesete to mojo misel ali dve tudi vsem vašim sodelavcem, predvsem vojakom v kontingentih v naših misijah. Torej, iz vaših odgovorov vidim, ne samo, da zelo dobro poznate razmere v okoljih, v katerih ste, ampak da tudi s to odlično usposobljenostjo res uspešno zagotavljate varnost veliko vaših kontingentov, se pravi poveljnikov in vojakov iz Slovenije. Pripomorate s tem seveda k širši varnosti teh vojaških misij, pa tudi lokalnega in prebivalstva in jasno držav, v katerih delujete, tako da tu bi rekel samo potrditev vsega tega, kar sem že rekel in čestitke za vašo delo. Naj pa še enkrat rečem, da vam seveda najprej želim, da bi torej te dni čim bolj sproščeno in veselo praznovali na skupen praznik. Nadalje, da bi dobro še naprej delali in upravili uspešno vaše misije, predvsem pa res, da bi se varno in srečno vrnili v domovino. Hvala vsem in pogumno naprej.
Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa vodjem kontingentov in še beseda načelniku generalštaba Slovenske vojske za pozdrav našim svojim vojakom. Spoštovani poveljniki kontingentov, spoštovani pripadnice in pripadniki, ki sestavljajo tudi te kontingente, tudi pozdrav v mojem imenu. Ob tej priložnosti bi seveda povedal, da sem prejšnji teden imel bilateralno srečanje z italijanskim načelnikom generalštaba generalom Klaudijem Graziajem in lahko rečem, da je izredno tudi pohvalil dobro sodelovanje med Slovensko vojsko in italijanskimi oboroženimi silami v teh kontingentih. Kajti praktično iz poročanja so kar 4 kontingenti tisti, ki neposredno delujejo v okviru italijanskih sil. Tako da bi vam tudi v prenesu za pohvalo za dobro upravljeno delo. Tudi sam aktivno vsak dan spremljam poročilo o delovanju kontingentov preko Združenega operativnega centra zjutraj ob 8 in lahko rečem, da vaše delo je izredno dobro upravljate, zato vam v tej priložnosti tudi izrekam pohvalo. Kjer pa bomo zelo čez nekaj dni praznovali tudi naš pomemben državni praznik, dan državnosti, bi vam v tej priložnosti kot načelnik tudi čestital za dan državnosti in zaželel, da ga tudi prijetno preživite. Hvala lepa načelnik, hvala lepa predsednik, s tem smo izčrpali današnjo javljanje. Predsednik, hvala lepa za lepe misli, lepe želje in seveda, ki vam jih pripadniki Slovenske vojske vračamo v enaki želji, da se srečamo tudi v naslednjem letu in vam čestitamo ob našem skupnem prazniku četrt stoletja naše države, ki smo si jo pripadniki Slovenske vojske pred 25 leti tudi izborili. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi čestitke vsem vam, generalštabu, poveljnikom, torej vsem častnikom in ostalim, ki uspešno vodite našo vojsko in obrambne sile. Hvala. Hvala lepa.